Pridružite se mi danes pri slikanju flamingotov ob sončnem vzhodu. Let's go, boys! Dobro jutro. Ura je 15 za 6. Ne, jaz sem zdaj streljal 15 do 6 skoraj, še par minutk. Jaz sem pa na poti v Sečovlje, lovim sončni vzhod in napadam flamingote. Tako da, to misija za danes. Še zmeraj me boli pleksus, ko sem se razbol s kolom en dan. Tako da moram reči, da se je odnesel kar lišo, bolj kar razmišljam o tisti zadevi. Verjetno ste videli tisti video. Če ne, se vas plača iti polet, če imate radi ljudi, ki se razbivajo. In kaj delajo? Pizda, pa da niso zaprti, če sem že okrog najde nekaj. Tako da ja. V glavnem, zakaj smo tle? Včeraj sem dobil, kako bi se temu reklo, Včeraj sem dobil sporočilo od moje matere, da so menda flamingoti bili opaženi v Sečovljah. In valjda je bilo pedistikrat, ne. Včeraj je bila že 6. ura, v nobenem primeru ne bi nič ulovil, zato ker pač je malo kasno, ne, glede tega. Tako da ja. Zdaj sem malo vesel. Glavno, kaj sem hotel reči. Tako da sem se jaz zdaj zvečer sem se odločil, da bom jaz prišel na sončni vzhod slikati, ker nisem nočni človek, ampak tudi na sončne zahode ne hodim preveč, zaradi tega, ker ponavadi grem kasno spat zvečer, ker ne moram spati, oziroma ne spim toliko, kot bi mogel. Pa se mi je težko zjutraj vzeti še tisto malo spanje, ker ga imam. Tako da, pa se dostikrat odločim, da pa mogoče jaz ne bom. Oziroma, tako, imam rad sončne vzhode, je tako 3-krat lažje iti na sončni zahod, kakor na vzhod. Posledično tudi zaradi tega ne hodim toliko. Tudi moraš imeti razlog, kam boš šel, ne moraš kar tako, zdaj pa grem nekam. Mislim, moraš si ga dobiti, da boš zjutraj vstal. Žal mi je samo, da nisem šel na WC sred. Ok, dobro. Zdaj pa je treba me zanima, kaj je s tem tle. Izgleda, da je zaklenjeno. In je zaklenjeno, ker so tam dali pregrado. Ne vem sicer, zakaj je zaklenjeno. Oziroma ne, ni zaklenjeno.
Ja. Če si hotel tisti, ki je hotel to zakleniti, bojiš, da je škoda, ka ni vtaknil ga noter. Ja. V glavnem, kot vidite, nekega groznega sončnega vzhoda ne bo, zaradi tega, ker je Giacomo zbral edini dan verjetno, ki ga je lahko zbral, ker ne bo sončnega vzhoda, ne. Slišim neke živali. V glavnem, zadnje, ko sem bil tudi ta del, ni bil poln, je bilo februarja, je bila suša, tako da tle je prav tisto perfekt glas, ki imaš pol, spravi sliko z vodo in ocevom. Sem pa prišel full underprepared, lih iz tega razloga, ker v bistvu nimam ne stativa, ne nobenih mountov za GoPro, ne nič in imam v bistvu vse tako malo handheld neki, tako da ne vem, kaj bo ratalo, upam, da bo okej. Nič, bom probal nekaj poslikati. Tišči me pa srat in to ful, mi je žal, da nisem šel. Ajde, zdaj da slonim tle in pogledaj, kako jaz delam. Tle se je udrlo, pada skozi ves. To je neverjetno, ko meni tišči srat, starimo sem bil, ko sem bil še doma, pa ne duha, ne sluha, to tako ne maram. Spet sem zgubil svoj line of thought. Kaj sem hotel reči? Ja, kartico sem mogel spucati nekaj, ker se mi je napolnilo. Snemam na Insta360 X5. Moram reči, da sem s performanceom ful zadovoljen. Imam sicer one zaščitne leče gor, ki mi niso toliko všeč, moram reči. Zato, ker v bistvu naredijo tak giro okrog in vidiš pol, da imaš nekaj čez. Ni to toliko lepo. Ampak imam pa zdaj vklopljen ta tisti pure mode, ki je v bistvu namenjen za nočno snemanje, tako da zdaj hmali ga bom verjetno mogel sklopiti. Ampak moram reči, da kar sem videl na ekranu, ki ni tako slab spet, je kar nice, moram reči. Kaktus, čakaj zdaj to. Bomo slikali kaktus, če je to kaktus, mislim, da je kaktus. Ma ne avto. Tisto je bilo zanimivo slikati zdaj. Pizda nobene živali niso. Upam, da se dam na koncu vognemo. Ta zaobešati aparat je ekstremno fajn, zato ker obesiš aparat in hodiš in ne rabiš proste roke. Jaz ful rad operešem, če bi obešen aparat, če bi imel onega za rudzak, ga obesiš tle, skoro še boljši, kot leti polopeta okrog pasu. Ampak je pa ta fajn, če imaš po recimo dvojne, je lepši pride do izraza, no. Mislim, če imaš dva aparata za nositi. Čakaj, zdaj bomo pa to tako probali posneti. Zanimivo. Slikam na Sigmi 70-200 Sonyjev Alpha 7 C2, se pravi Alfina dvojka, ki je v compressed bodyju. Ima, se pravi, ta je že kar nova, mislim, da je celo 25 model, kupil sem rabljeno, za kar konkretno manj denarja kot novo, tako da tudi DDV se ni splačalo odbivati, samo pač cash moraš povleči ven.
Imam še dva Sigmina objektiva, 24-70 in 14-24. 14-24 je za vlogat, pa za kakšne indoor shotce oziroma wide angle shotce, ki so bolj poredki pri meni. Zdaj, odkar sem si pa kosi. Dobro. Odkar sem si pa tega teleobjektiva umislil, pa kar ta stalno živi gor na mojem aparatu. Zakaj, nimam pojma. Pisa, kam si skinil. Če je slišati to žviženje, to je autofokus od mojega objektiva. To je verjetno ena izmed razlik med Sonyjevim glasom pa Sigminim, da je pač Sigma mogoče toliko glasnejša. Predvidevam, nisem še nikoli slikal s Sonyjevim glasom, s Sonyjevimi objektivi G-Masteri, tako da ne vem. In tako da ja, to je v bistvu ta teleobjektiv, ker dobil mesto na aparatu, sploh ga ne snemavam dol, ker tudi zdaj sem imel, pred kratkim sem slikal, product photography za, spravi, naše turistično vlokovco, smolarsko orodje sem slikal in sem slikal kar s tem. A, odraža to mojo osebnost, ker sem introvert in se rad umaknem od stvari, nisem rad v ospredju. B, je to, ne vem, enostavno dobiš to kompresirano ozadje, ki ga širokokotnim objektivom ne dobiš toliko. Je pa res, da ti širokokotni objektiv da nekaj, kar ti ta ne more, ne? In to je tisti širok spektr, ki pol zajameš lahko v bistvu vseh hkrati. Pazi zdaj to, spet ena kuča šolinarska v odsevu vode. To je tako fajn slikati. Če sem sicer že slikal nekaj, ampak če ni bilo vode. Zdaj sem ta celo imela vodo. Aha. Da še moram preklopiti tle na ptiče jest. Žal, vrt, evo. Tle sicer ni bilo toliko vode prej. Zdaj bom pa jaz počasi utihnil, ker sem verjetno približal kakšnim, že letijo ptiči. Sicer so samo race, ne, ampak dobro. Tako da, ajde, slišmo pol. Ok, za vse tiste, ki ne veste, jaz sem malo tak, nisem prav tech nerd, imam pa ful rad opremo in orodje. In jaz sem hotel reči, v glavnem, meni mi je ful všeč oprema, s katero lahko pol nekaj delaš, ne. Imam tudi doma puhno delavnico orodja. In sem prišel do zaključka, da je 70 do 200 objektiv prešlo in da je mogo imeti vsaj 300 ali pa 400 lečo gor, ki pa niso več že tako poceni in moraš biti dejansko imeti že namen za njih kaj vošnucov, ne. Tako da, ko smo pri temu, ima kdo kakšno potrebo po slikah, hit me up, media.kralj@gmail.com. V glavnem, kaj sem hotel reči, oziroma ali bolj močen objektiv ali pa bolj močen body, da bi imel 60 mega, lahko pa fajn kropneš. Medtem sem že opazil flamingote na oni strani tam dol, se jih videti. In ja, nekaj sem hotel reči. Sončni vzhod se je že naredil v tem cajtu, ampak ga oblaki še zakrivajo, zato ni barve.
In če vprašaš mene, tu bi še padlo mogoče pod kvazi blue hour. Moram pa jaz zdaj pogruntati, kako pridem zraven teh flamingotov, ker od tle jih definitivno ne bom mogel slikati. Kaj pa tisto tam zanržal. Jaz ne vem, če ste šli kdaj sploh za tem. Ta žval je ful veliko. Wow. Jaz sem presenečen, da ni nobenega tle. Jaz mislim, da bo tako milijon ljudi. Ja, pa da so to noč tako. So flamingoti. Mislim, da bom vse še enkrat toliko ljudi, ko jih je tle zdaj. Sem sam. Dobro, nič kaj ta zdaj. Verjetno so že šli slikati včeraj pa nekaj. Moram iti zdaj okrog, da prijem do onih selinarskih hiš, ki so tam bolj blizu. Prijem pa enkrat do tja, upam, da se ne splašijo preveč, čeprav verjamem, da se bojo. In pola jih bom slikal, čeprav slikal sem jih tudi že zadnjič, samo zadnjič nisem v tega objektiva. Gremo videti, kaj rata, tudi tle na tej strani so tako. Ampak glede na to, kaj je bilo prej s čapljami, stari moj, to je fucking dobro. Jaz bi zdaj, če bi upal prodajati te slike, da bi lahko tu sliko vsak dan, vse je lonely job, kaj sicer da ne sam, ne. Ampak mater, ko je dobro. Mater. Še kar ne moram verjeti, da me ta žal spustila toliko dejansko blizu. Pač vem, da niso plašljivi flamingoti toliko čaplja ali nekaj, ampak toliko neplašljivi. Če sem tle na onem lesenem pred to hiško, še zdaj ne vem kako. Žal, zdaj se če dol skozi premikajo, prej so bili dosti lesem, samo vseeno. Neverjetno, res neverjetno. Alrighty boys, jaz se selim na, ko je dobro vedeti z mano, se selim na naslednjo lokacijo, ker tle sem že prav marsikaj, ampak ja, problem je, ker ta žval se drži na sredi teh
solin, ne? In ti dejansko ful zraven ne moreš priti. Mislim, da bi rekel, je prišel toliko zraven, da bi, ne vem, lahko samo glavo mu ujel, ne? Ker nimam pač spet toliko močnega objektiva. Nič se ne bojijo. Ful se kausa eden drugega, to je presenetljivo meni. In samo verjeti, tipi se pridejo eden zraven drugega in pa se lotijo kar kausati eden drugega, da se odženejo stran, lahko poje. Eni so se že najeli, so začeli spati, so že na eni nogi. Tako da, ne vem kaj reči. Grem še en Giro, če da prijem mogoče kakšnemu kaj bolj blizu. Bilo kar lepo, ne? Ampak se bojim, da je to od slik si, ne da bojo slabe samo. Ne vem, ne bojo tiste zlabodi, ki mu loviš celo glavo lahko in vidiš vsako perje, ko je zagrajeno, ne? Ker pač ne moreš ga toliko od blizu slikati. Tako da ja. Čaplja. Ja, upam, da bojo lepe slikce. Mislim, vem, da bojo lepe, ker je svetloba že ta prava, lokacija ta prava, odsevi so, pač imaš pogoje za dobro sliko narediti, ne. Zdaj, ali bo pa ta slika ekstremna, pa druga stvar, ne. Tako da, dobro. Da bom še malo fotkal. Še eno stvar bom rekel. Pač štekam, zakaj so tej v bistvu compact body drugače namenjeni, kakor tisti, ki imajo, ki so v bistvu, če bi rekel, se pravi, moje A7C2, če bi rekel A7II, ne? Ali pa da bi vzel namesto A7CR, da vzameš A7R4, ne? Imaš večji screen, imaš tisti joystick in jaz recimo zdaj, ko zbiraš, se temu reče že focus point, no, ko določaš focus point, če imaš joystick, ga medtem, ko pač slikaš lahko v miru premikaš. Tudi tlega lahko, z istim rollerjem, screenom, zdaj pri ta-novih lahko celo s prstom na ekranu drsaš in si ga naštimaš. Što si samo v temu, ker ti zdaj tle pri temu si ga naštimaš, ga vžgeš nazaj, da si ga boš prestavil in ga ne moreš, moraš prvo pač označiš, da hočeš focus point spremeniti in pole lahko spremeniš focus point. In to je tisti problem, ki ga imam zaradi tega, ker pol posledica tega je, da ko se kausajo. Pol posledica tega je, da so pač se dostikrat kaj zajebeš oziroma se moraš skozi nekaj popravljati, ni to tako ful direktno. Tako da ja. Moram reči, da nisem pa slikal tako. Točno to, kar sem si hotel, sem mislil, da vseeno malo bolj bo prišla ta zadeva do izraza. Ampak pač jaz se moram zavedati, da imam pač športni objektiv, ne... Mislim, ko bi rekel, tudi nisem bil toliko pripravljen, jaz bi verjetno mogel si, ne vem, mogel priti že bolj zahoditi zjutraj, pa nam 5 zjutraj, se usesti na stol s stativem in čakati, ne. Da pridejo, da se navadijo, da pridem bolj blizu, po kakšni oni biti kamuflažni, da bi bilo boljše, ne. Zdaj, jaz sem to se tako včeraj malo odločil, da grem spontano. Tako da ja, ampak, tako bom rekel, nikoli ne smem, jaz sem, tako bom rekel, včasih prijem tak, da prehitro obupam nad idejo, ne, in pol dejansko so kar konkretno dobre slikce, no. Ampak zaradi tega, ker pač jaz sem imel neko drugo idejo v glavi in pol tega ne izvedem in, oziroma bom rekel tako,
si mislim, da ne naredim zadosti dobro in pol pač si dam v glavo, se ni neč, in pa v bistvu, ko začnem urejati slike, ugotovim, da dejansko lahko, da so dejansko ful dobre, tako da bom rekel tako, moram iti še, ko bi rekel Angleži, a long ways to go, ampak mislim, da sem v pravo smer usmerjen in da bo šlo, no. Zdaj, kaj, kako, zakaj, kje in koga bomo pa videli. Tako da ja, zdaj bom jaz verjetno iz pure moda prešaltil nazaj na klasičen video, ki imam naštiman, spravi bom imel spet log barve in bomo color gradili, ne. Zdaj, koliko jaz to dobro bom s color gradil, ne vem. Ampak, vaja dela mojstra, če mojster dela vajo, ampak če vaja ni, mojster ne more delati, tako da jaz kot jaz grem delat vajo. Ajde, zdaj grem jaz tle do konca pogledati, če upam še kaj poslikati, če je še kaj zanimivega in če ne drugega, bom užival v svojem nabiranju korakov, tako da to je to. Kaj ne rečem? Ne vem še kakšne so slike, ampak glede na to, da sem šel zjutraj slikat in da sem slikal nekaj, kar še nisem slikal, bojo po moje slike zadovoljive, tako da to je bilo v redu. Dan sem dobro začel, ko sem šel slikat, kako češ boljše drugače začeti dan. Ajde, mogoče, da greš na bicikleto, ali pa z motorjem, ali pa mogoče, če greš smučaš. To so vsi moji hobiji, tako da to je vse isto, tako da to je top noč in moram reči, da ja, po mojem bo v redi. Jaz se bom poslovil iz Sečoveljskih, za vas, ne za sebe, tako da kaj ne rečem. To je to. In zdaj vidim, da je oseka, teče voda ven. Ok, nič, se vidimo, bote fajn, aj čau. Ok, pazi to, lih kar, jaz sem se šel malo šetati in iskati druge motive in sem dobil na rdeče flamingo, te, ki so menda ful redki. Glej jih. Stari, ta žval je tako dobra. Pizda sem nestabilen, ga kričim. Prisežem, tega nisem planiral. Glede na to, da sem na takem striku, sem se odločil, da grem in se zapeljem še do Škocjanskega zatoka v Koper. Zato, ker pač mi je že na temo, da slikam. In sem rekel, zakaj pa ne, se itak. Sem zato opremo kupil, ne. Wow, ko so lepi, moram reči. Znači, zdaj me čaka dolg sprehod nazaj do avta, tako da se vidimo, ko prijem če. V glavnem samo, da povem na hitro, jaz sem bil zdaj na uni strani Sečoveljskih solin in jaz nisem vedel, da je tudi tisti del, se pravi, pod karto. In zdaj, ko sem prišel nazaj, sem plačal 5 € za karto, mislim, da je 7 v originalu. Rekli so, da se kao park odpre ob 8 in da so strgali isto verigo tam in zato sem jaz lahko šel mimo, ne. Dej, ne vem. V glavnem, tako da menda zdaj od 3. novembra letos, spravi od 2. tedna v ponedeljek do, ne vem, konc marca menda je pol za džabe, čez poletno sezono pa je v bistvu od 9. do, ne vem, do 5, 6, ne vem, je verjetno pol je pa pač odprto in je karta, tam pa če ne pol imaš prost prehod, ne. Tako da to nisem vedel, nisem šel niti nikoli brat kakšne karte, da bi sploh vedel, tako da iskreno ne vem, nimam kaj za reči. Glavnem, ko sem kupil karto, so rekli, da imam pa v bistvu prosto vstop tudi v ta del solin
In sem rekel, dobro, zdaj, če sem pa pač karto plačal, bom pa pač prišel še sem pogledati, če pač, ne vem, če bom kaj, mislim, bom videl, kaj bom slikal, no, ampak pač ja, tako da, tako da zdaj jaz grem tle po solinah, še malo se sprehajati, pogledati na hitro nekaj. In to je to. Nič, ajde, let's go. Tako, moram reči, da je kar randomly straightforward zaprit noter. Nič kaj posebnega. Isto kot na oni strani je, samo da pač nista povezana po moje, oziroma jaz vem, kako bi jih povezal, tako da. Okej. In so labodi. Nič, mogoče bo sončko prišlo ven. Prej je bil nek moder tička, ne vem, kakšen je bil, pač kakšne pasme, ne vem, kakšne znamke, kaj ti reče pri ptičih tu. Kjere vrste je bil, no, tu. In vem, da je bil plav. Mi je bilo ful škoda, ker nisem lepo poslikal. Pa spizdo je dosti hitro, tako da ja. Nič, jaz grem zdaj tle malo okrog pogledati, upam, da bo te labodi prijem nazaj še tle. Mogoče škljocam še njih in to je to. Sem gotov, da imam tudi ta druga baterija prazna, tako da. Mislim, vse te baterije držijo dejansko ful. Pač ful več kot na starem Sonyju, samo pač je... Nisem je rabil sploh in se pač samo spraznim, tako da več... I guess, dobro, sicer nisem rabil zdaj puhnem cajta, niti baterij, samo pač čem reči tako malo weird. Ono, to drugo sem pustil, da se napolne, tako da pokaj prijem v avto, dan še temu, še tu polniti, zato ko lahko in to je to. Nič. Jaz bom užival v mojem exercise-u in to je to. Moj telovadbi hodi, pohlihnem, ja. Tako da to je to, dobro, nič. Ajde, budite fajn. Se vidimo pole, kar nekaj zdaj bilo, sem to malo odrezal. Aj, čau. Glavno, jaz sem bil zdaj v centru za obiskovalce znotraj geoparka. Tako no, televizije so malo bolj stare, pač ni najbolj nova ta stvar, no, tako bom rekel, vse je logično, si nič s tem narobe, ne. Nič. Tako, zanimivo. Jaz zdaj bom se sprehodil nazaj do avta, bom pogledal, koliko je ura in mislim, da ne bom šel do zatoka, ker sem že rato malo lačen, tako da bi bilo fajn, da grem nazaj, da kaj pajsnem, tako da nič, kaj ne rečem. Lep začetek dneva in ne vem, kdaj bo se ta video prišel vam spet. Glavnem, ci vediamo domani ragazzi.